Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja. Danes praznujemo 10. oddajo. 10. se že srečujemo vsak torek ob 8:30 in danes smo za našo prvo okroglo izbrali gosta, za katerega lahko rečemo, da je najbolj uspešen med posavskimi športniki invalidi. Udeležil se je namreč že paraolimpijskih iger v Atenah, Londonu, Pekingu in Rio de Janeiro. V malce drugačnem vrstnem redu sicer, ampak šteje to, da se je udeležil in da je dal vse od sebe. Danes je z nami strelec Damjan Pavlin. Lep pozdrav. Pozdravljeni. In če začneva čisto na začetku, kje se je tvoja strelska pot začela? Moja strelska pot se je začela leta 1999 v Strelskem društvu Leskovec. Čisto bi rekel po naključju. Takrat je treniral moj brat Andrej. Ker še ni imel vozniškega dovoljenja, sem bil prevoznik jaz. Časa je bilo dovolj, ko so trenirali in na pobudo gospoda Jožeta Arha, trenerja Strelskega društva Leskovec, mi je dal en predlog, da bi začel ali pa poskusil z puško. Takrat še nismo imeli te standard zračne puške, ampak z serijsko puško. Pa nekako, ne vem, po njegovem prepričanju sem pokazal neki talent, ki ga še sam nisem takrat verjel v njega. Ampak z dnevom v dan je nekako to postalo, bi rekel, nekako ljubiteljsko. Tako da sem potem pristal v teh strelskih vodah. Pa je mogoče že kdo pred teboj prebil let ali si ti tisti, ki je v Strelskem društvu Leskovec pri Krškem začel kot šport invalidov se ukvarjati s strelstvom? Ne, takrat v tistih letih nekako v našem kraju še nismo poznali v bistvu strelstva za invalide. Šele po svetu z gospo Polono Sladičevo, ki je že takrat vodila državno strelsko reprezentanco, smo nekako našli pot do kako naj bi sploh izgledalo strelstvo invalidov. Si imel mogoče kakšna pričakovanja, glede na to, da si se lotil tega športa prvič, da ga nisi odprej poznal, da je bilo treba tudi seveda prilagoditi puško? S katerimi težavami si se mogoče na samem začetku soočal? No, na samem začetku je bila že problem sama oprema, ne. Zdaj, glede na to, da nimam roke, je bilo treba najti neko alternativo. Oni v reprezentanci so že poznali naslon, to je naslon z vzmetjo, ki nekako simulira drugo roko. In pač nismo si predstavljali, v bistvu rabim tudi strelski stol, ne. Zdaj to ni navaden kuhinjski stol, ampak je pač treba ga izdelati po svojih merah, tako da zadeva odgovarja in meni kot tudi tem mednarodnim pravilom, kajti ne mora biti kar, ne vem, kar neki, ne. Šel sem pač takrat, ko sem videl, da me to nekako veseli. Sem šel na en vikend v Ljubljano, ki so imeli takrat pač te priprave strelske. Oni so se namreč pripravljali za odhod v Sydney. In sem pač videl, povedali so mi, kaj bi potreboval. Seveda, najprej je bilo treba kupiti puško, standard puško, ne, ki je pač tekmovalna. Ta zadeva ni poceni, ne, to je tam nekje od 2500 do 3000 evrov. Ampak, ko je gospod Arh videl pač, da mene to veseli, se je odločil in je v bistvu to puško prvo kupilo Strelsko društvo Leskovec zame. Koliko jih imaš pa sicer v svoji zbirki, glede na to, da so tudi v strelstvu različne kategorije, na različne načine se da streljati? Imaš več različnih vrst pušk? Ne, puška je v bistvu ena, ne, samo glede na to, koliko treningov pač mi moramo dati skozi,
se tudi ta zadeva nekako izrabi, tako da nekje življenjska doba puške za nas je okvirno nekje 4 leta. Ne. Lahko tudi rečeva, koliko približno metkov gre skozi cev? Ja, to je pač metkov gre tam okoli 40 do 50 tisoč, ne, govorim v tem 4-letnem ciklusu, ne. To je pa za takšno puško in za takšno cev in za ves mehanizem, ki v tej puški je, že kar lepo število. Ne. Potem pride verjetno že do vprašanja tudi same natančnosti. No, seveda, pride do raznih okvar, tu so pač tudi deli, ki se izrabljajo, predvsem je tu problem prožilnega sistema, ne, ker je to puška na zrak, na stisnjen zrak v bistvu 200 barov, ne, se tudi ta komora notri počasi izrabi, razna tesnila so notri, ki tudi s časoma se pač popustijo, ne, in sicer to se vse servisira, ne, vsaj enkrat na leto mora puška iti na servis, je pa potem že malo dvoma, ali je to res še toliko natančno, da je to še konkurenčna puška, ne, pri nas. Sploh, ker so tudi rezultati in vsaka desetinka je pomembna, kar sem že tudi na svoji koži izkusil, ne. Včasih čisto malo zmanjka. Ja, malenkost, ponavadi zmanjka, ja, tista desetinka, 2, ne, v bistvu je to, kot bi rekel pri smučariji, včasih za stotinko zmagaš ali pa tudi izgubiš. V katerih kategorijah vse pa ti osebno streljaš? Vemo, da športniki, strelci, invalidi streljate tako s puško kot s pištolo, ti si samo s puško konkurenčen v svojem razredu. V katerih kategorijah vse se poteguješ? Jaz v bistvu kot amputiranec brez roke in noge streljam v skupini SH2, in sicer 2 disciplini, stoje in leže. Kako je pa sploh prišlo do tega, malo da ne se že skoraj da celo življenje brez ene roke in brez ene noge, in kako je do tega sploh prišlo, da si se potem odločil, da vseeno pa se lotiš športne poti, kljub temu, da bi nekdo, ki je povsem zdrav, mogoče podvomil, da je to sploh možno? Kaj pa vem, nekako te življenje prisili v določene odločitve. Jaz mogoče lahko rečem ali srečno ali nesrečno, jaz sem se poškodoval pri 9 letih. V bistvu nisem takrat še neko otroštvo sem preživljal, pač šola, več ali manj bolnice kot šola, ne. Tako da ne vem, jaz sem se tej invalidnosti ali pa kakor bi temu rekli, sem se prilagodil, v bistvu nisem niti pogrešal nekega drugačnega življenja. Navadil sem se na to stvar, je pa res, da je potem potrebno iskati neke alternative, s katerimi se bi lahko človek ukvarjal v bistvu, ali pa celo mora se z ničem ukvarjati, ne, kajti samo ležanje doma na kavču ti tudi življenjsko dobo kar precej lahko skrajša, tako da je treba z nečem se pač ukvarjati, ne. Ob tej neljubi življenjski zadevi oziroma situaciji, v katero si bil dobesedno pahnjen, ob tej nesreči, ki te je v otroštvu zadela, bi marsikdo se mogoče vdal v usodo in se sprijaznil z nastalo situacijo. Marsikdo mogoče spremlja tvoje rezultate, zasledi, da si uspešen športnik, ne ve pa, da dejansko živiš življenje, kot ga živimo dobesedno vsi ostali. Voziš avto, hodiš v službo, si receptor, telefonist na Elektro Celje v Krškem, družabnih dogodkov se udeležuješ. Skratka, ne bi človek rekel, da ti kaj manjka, ampak vseeno ljudje se včasih tudi spotaknejo ob to, kako pa je to možno, kaj je tisto, kar te je gnalo že od samega začetka naprej, da si sploh zaživel tako normalno življenje, kot ga poznamo sicer. Pa ne vem, jaz si pravim, v teh stvareh nisem niti ne vem kako razmišljal. Samo življenje te porine v te stvari, da pač mogoče razmišljaš nekako drugače. Nekdo, ki ni invalid, marsikdo mi je rekel, jaz s tem ne bi mogel živeti, ne. To v bistvu ni res, ne, ker enkrat, ko se ti
neka stvar zgodi, enostavno ne razmišljaš več tako, kot recimo neinvalidi razmišljajo pač drugače, da določene stvari niso možne, ampak življenje te pač usmeri pač v druge vode in mora se prilagoditi, ne, pač čim bolj se da. Jaz sem imel pri tem, moram reči, tudi kar veliko srečo, kar se tiče in službe in okolja, v katerem živim, ne, ker moram tu reči, da enostavno okolica me je sprejela pač takšnega, kot sem. Nikoli ni bilo tistega, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. Tako da sem imel kar veliko srečo tudi, kar se same tega okolja in vsega, kar zraven spada, srečo po eni strani, ne. V največjo podporo pa verjetno tvoji najbližji, družina, prijatelji. No, sigurno. Brez podpore družine in prijateljev pač ne gre, ne. Tudi pride kdaj pa kdaj do kakšnih zadev, ne vem, pač težko karkoli bi človek mislil, to moram narediti, ono pa ne moreš. Ampak tu je sreča, ker imaš prijatelje, ti skočijo na pomoč, če določene stvari ne grejo. Tako da se da, no. Prijatelji so tudi en zelo pomemben segment v tvojem življenju, ki so ti ob vsakokratni vrnitvi iz olimpijskih iger pripravili prav posebno presenečenje. Takrat je kar malo pogrel pri srcu, ne? Ja, je sigurno, ne. Vidiš pač, da nisi sam, ne. Nekje nekdo spremlja stvari, katere počneš, ne. In potem, ko enkrat vložiš veliko truda, ker tu je veliko truda, sploh v tem našem športu, vidiš še po določenih uspehih, pa moram reči tudi pri neuspehih nekako te podpirajo, so s tabo in potem ti da to nekega novega zagona, da pač vztrajaš v teh stvareh naprej. Se pravi, tudi če zmanjka za kanček, da bi osvojil medaljo, še vedno je zdravica, še vedno je podpora, še vedno je veseljačenje. Že v znak tega, da se trudiš in da si že prišel tako daleč. Tako, ne. Vsekakor je to ena prednost, da vidiš, da ni vse črno, ker že kot samemu športniku tista 0-1, 0-2, ne, že to te kar nekako ubija, ne, te ubije voljo do vsega, sploh če to malo bolj spremljaš, malo bolj vidiš, na kakšen način zgubiš recimo od, ne vem, recimo v Atenah za 0-1 medaljo, ne, bi rekel 69 strelov fantastičnih, potem pa samo ena mogoče malenkost nezbranost in gre medalja. Sicer uvrstitev je še vedno dobra, ampak ni to, ne. Tukaj gre dejansko za streljanje v same desetke, ampak ni točno v centru desetke. To so ta mala, drobna odstopanja, ne? No, zdaj, takrat je to še bilo, ja. V bistvu so se štele desetke, ne. Zdaj so se pravila z letom 2012 spremenila in tudi desetka ni več dovolj, ne. Tako da v bistvu že v rednem delu 60 strelov se vse šteje tudi na desetinke, recimo od 10-0 do 10-9, ne, in tu nastanejo velike razlike. Tako da moraš biti v bistvu, ni dovolj samo desetka, mora biti vrhunska desetka, ne, mi pravimo od 10-5 naprej, ne, kar je pa sila težko. Kakšna je pa vloga same fizične pripravljenosti pri strelstvu in pa seveda še bolj pomembna mogoče pa psihična stabilnost? Kar se tiče fizične pripravljenosti, kot v vsakem športu, nekako moraš biti kondicijsko kar dobro pripravljen, da pač zdržiš v bistvu uro pa pol do 2 uri, ne, vrhunske koncentracije. In zdaj, če ni neke fizične pripravljenosti, potem tudi psihološko nisi tako stabilen, ne. Tako da je kar pomembno in eno in drugo, ne.
Kako pa dosežeš to stanje, po domače bi lahko rekli, da je človek hladen kot špricar, da ohraniš trezno glavo, da si psihično dovolj močen, da odmisliš dejansko vse mogoče skrbi, težave, vse karkoli te dejansko v glavi zaposluje, da ko si na strelišču, se dejansko posvetiš samo temu, da bo rezultat čim boljši. Kako na nek način dosežeš to stanje? Ja, tu je, moram reči, tu je veliko treninga, v bistvu, in treninga s puško, še veliko več, ko to zadevo enkrat obvladaš, je potem pa psihična pripravljenost, ne. Tu imamo v državni reprezentanci psihologa, s katerim delamo, po potrebi tudi, če se zgodi kakšna situacija, tudi več, ne. Moramo pa kar veliko delati na tej psihi. To ne gre z danes na jutri. Psihološke priprave in te vaje posebne koncentracije, to kar vzame, recimo, da osvojiš vse te stvari, tudi leto, 2 leti, odvisno pač od tekmovalca, je kar naporno, no. Je pa verjetno najbolj tu pomembno individualno delo. Tu se dela skupinsko, kakor tudi individualno, ne, ker v bistvu je individualna pripravljenost tu najpomembnejša. Je pa res, da mi, ko potujemo z ekipo, je tudi važno, da ekipa deluje tako, kot je potrebno, da ni nekega odskokov, ne vem, nekdo bi to, ampak je treba delovati, pač bi rekel, si za enega, eden za vse, ne. Je pa res, da na sami strelski liniji si sam, tu se je pa potrebno potem res osredotočiti, skoncentrirati, odmisliti vse okolje, ki te obkroža v tistem času, in tu se potem odločajo tiste desetinke ali pa karkoli pač že, ne. Malenkosti, ne? Malenkosti, ki so pa ja. odločilne. Seveda, ne, s tem, da moraš biti res v dobri strelski formi, potem so pa še te dejavniki, ki bi nekdo mislil niso pomembni, ampak so zelo, zelo pomembni. In do vsega tega se pride s treningov. Ti jih opravljaš največ doma, na domačem strelišču v Leskovcu pri Krškem. Na kakšen način potekajo treningi, kako so intenzivni, kako pogosto potekajo, in kakšna je razlika dejansko na pripravah, kadar so pred vrati kakšna večja tekmovanja? Ja, v bistvu, kar se tiče treningov, imamo treninge vsak dan, recimo tam 5-krat na teden. Treninge pripravlja reprezentančna trenerka Polona Sladič in delamo po njenem programu. Zdaj jaz več ali manj, ali pa skoraj bi rekel, treniram v Leskovcu, ne, v strelskem društvu. Tu mora biti samodisciplina, ne. Ti pač moraš vedeti, da je treba trening narediti tako, kot je treba, da ni tu nekih danes bi, pa se mi nekako ne da, pa ne bi. V bistvu je potrebno narediti treninge tako, kot se gre, kajti tudi potem nazadnje se vidi na samem rezultatu, ali si delal tako, kot je treba, ali ne. Imamo pač nekje, trening poteka 1,5 ure do 2 uri, sedaj odvisno je, kje smo, ne, ali smo pred kakim večjim tekmovanjem, ali imamo samo nekako, da se vzdržuje sama strelska forma. Letos moram reči, da je kar naporni treningi, kajti zdajle sem prišel iz svetovnega pokala v Al Ainu v Združenih arabskih Emiratih. V bistvu zdajle v mesecu maju imamo svetovno prvenstvo v Južni Koreji, tako da so treningi kar intenzivni, naporni. Čakajo me še zaključne priprave pred samim svetovnim prvenstvom, teden dni v Ljubljani,
kjer se pač trenira tudi 2-krat na dan. Tako da bo tale mesec april in mesec maj zelo naporen. Potem pa letos še en svetovni pokal v Franciji. So pa ta tekmovanja zelo pomembna, kajti zdaj s svetovnim prvenstvom se začnejo deliti kvote za paraolimpijske igre v Tokiu, tako da bo potrebno biti zdaj le 3 leta v bistvu, bi rekel, kar v vrhunski formi. Ciljaš seveda, da boš dosegel normo za Tokio. To ti je verjetno želja in cilj. Ja, vsekakor, ne. Zdaj teh tekmovanj in za nas invalide je nekako 3 do 4 tekmovanja so na leto, ne. Mi imamo trenutno malo smole, kajti moralo bi biti organizirano tudi evropsko prvenstvo, ampak žal vse kaže, da bo tudi letos odpadlo, ne. Tako da imamo zdaj tole svetovno prvenstvo in pa potem svetovni pokal v Franciji in pa potem seveda drugo leto spet nalov na te kvote, ne. Zdaj mest ni ne vem koliko veliko, konkurenca v moji disciplini ali pa v moji kategoriji je iz leta v leto hujša, ne, tako da bo treba biti kar res v vrhunski formi, z vrhunskimi rezultati. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo, ne. Kaj bo čas prinesel in pa konec koncev tudi trud, ki ga vlagaš, kakšne rezultate bo prinesel? Ja, vsekakor, ne. Trud vlagamo vsi, ne. Vsi se trudimo, vsi dajemo vse od sebe. Zdaj res moraš biti vrhunsko pripravljen, ampak je pa tudi res, da v tej naši kategoriji je potrebno imeti na takih tekmovanjih tudi, bi rekel, veliko športne sreče. Omenil si že tvojo ekipo, s katero trenirate v Ljubljani. Si sicer tudi član slovenske paraolimpijske strelske reprezentance in tu te vodi trenerka Polona Sladič. Ste pa zraven, bom rekla, izbrana družba, elitna, ki ste dejansko predstavniki Slovenije na olimpijskih igrah za invalide. Kateri ste vsi ti in v katerih disciplinah tekmujete? No, v moji disciplini tekmuje še Franček Gorazd Tiršek, potem Veseljka Pevec, ki je bila v Riu olimpijska zmagovalka. Tiršek je bil drugi na tej olimpijadi. Vsi mi trije tekmujemo v isti disciplini, tako da imamo tudi ekipo. To predvsem velja za evropska in svetovna prvenstva, kjer smo zdaj trenutno v samem vrhu. Pri nas je tudi, bi rekel, naša legenda Franc Pintar, ki kljub svojim letom še vedno je v samem svetovnem vrhu strelstva invalidov. Na osnovi tvojih udeležb na športnih tekmovanjih si uspel videti kar nekaj sveta, obiskati kar nekaj mest različnih držav, ne samo po Evropi, pač pa tudi po drugih kontinentih. In mogoče lahko na ta način lažje potegneš vzporednico, kako je pri nas doma v Sloveniji poskrbljeno na športnih prizoriščih za invalide oziroma za ljudi, ki so telesno bolj omejeni kot sicer 100% zdravi, in kako je v tujini, katere si recimo države mogoče velja vzeti za zgled na tem področju? Ja, pri nas v strelstvu je malo, mi v bistvu tekmujemo na streliščih, tako da nismo nekako nekje vezani na neke večje športne dvorane. Moram reči, da imajo v svetu to zelo dobro poskrbljeno, kar se tiče invalidov, dostopnost do teh strelišč. Ne vem, verjetno so tudi bili, to je predvsem finančnega, iz vidika financ, ne, kajti tako strelišče zgraditi je kar veliki finančni zalogaj. Tako da dostopnost za invalide je v tujini sigurno veliko bolj dostopno.
Moram pa reči, da tudi pri nas v Sloveniji se zadeve kar zelo spreminjajo v pozitivno smer, tako da športniki invalidi, kakor tudi invalidi nasploh, imajo kar veliko športnih objektov, v katere je dostop tudi za invalide. In zdaj, če greva iz svetovne ravni pa iz slovenske ravni še bolj podrobno v lokalno, kako bi pa ocenil samo možnost, da se ljudje invalidi udejstvujejo na športnem področju v občini Krško, v našem najožjem okolju? So kakšne organizacije, ki ponujajo ljudem neke programe, da dejansko ni tega izgovora, ne morem, ni priložnosti, ne da se? No, najprej je to odvisno od samih osebnosti, od samih invalidov, da se pač odločijo ukvarjati se športom, ne. Danes je na razpolago kar nekaj športnih disciplin, naj se bo to recimo v profesionalnih vodah, kakor tudi v rekreativnih vodah. V Krškem recimo je tu plavalno društvo Plavalček, ne, ki se ukvarja z invalidnimi osebami in tudi zelo dobro delajo z njimi. So pa tudi drugi športi, verjetno, s katerimi bi se lahko osebe z invalidnostjo ukvarjale. Je pa predvsem tu na samih invalidih, na samih osebah z določenimi hendikepi, kakšno voljo imajo, ne. Drži. Če pomisliš nazaj, v tistem času, ko si se začel ukvarjati s strelstvom, so se ti kdaj ponudile mogoče priložnosti, da bi se ukvarjal s katerim drugim športom ali pa da bi v kakšne drugačne športne vode šel, ravno tako prilagojene invalidnosti? Kakšne so bile takrat možnosti? Vendarle že skoraj 20 let, odkar si prvič prijel za puško, in stvari takrat so bile verjetno precej drugačne, kot so pa danes dostopne. Zelo drugačne so bile, ne, kajti sedaj je tudi že Zveza za šport invalidov, Paraolimpijski komite Slovenije čisto drugače organiziran, ko je bil takrat. Same organizacije invalidske se že povsem drugače ukvarjajo z ljudmi, s katerimi se zgodijo določene nesreče, jih usmerjajo v šport, ne. Takrat tega ni bilo, ne. Takrat ali si se znašel sam, ali si se sam zanimal, kje bi lahko, kaj ne, v bistvu tudi odvisno, kaj lahko počneš in kaj ne, ne. Meni rokomet, nogomet ne pride v poštev, ne. Je pač treba najti neko drugo varianto, s katero se bi lahko ukvarjal. Takrat je bilo recimo, ne vem, mogoče plavanje, ne, strelstvo recimo, ki sem ga spoznal, pa mogoče še kak drug šport, mogoče namizni tenis, pač take stvari, ne. Ampak zdaj je to bistveno drugače, ne, že ker sama recimo Soča, ta inštitut v Ljubljani, kamor vsi tej ponesrečenci grejo na rehabilitacijo, že tam jih zdaj trenutno ocenjujejo strokovnjaki, s čim bi se te osebe lahko ukvarjale, in jih potem tudi seveda usmerjajo v določene branže, kaj pač lahko počnejo in kaj jih konec koncev tudi veseli, ne. Tudi predstavitev invalidskih športov je zdaj trenutno kar v polnem zamahu. Se po določenih šolah predstavljajo športi invalidov, kar prej tega ni bilo, ne. Tudi druga invalidska društva, predvsem društvo paraplegikov in takih njim podobnih, se zelo veliko delajo na promociji športa invalidov. Tako da se stvari zelo obračajo v pozitivno smer. Je pa res potem samo volja in volja samih nas
invalidov, bi rekel. Od posameznika je odvisno, kaj naredi sam s seboj. Tako. No in ti si več kot očitno dokazal, da voljo imaš, trudiš se in prišli so tudi rezultati. Najbolj ponosen si verjetno na svoj naziv evropskega prvaka iz leta 2007, pa tudi 2 četrti mesti na paraolimpijskih igrah sta odličen rezultat. Je še kaj drugega? Ob tem sem bil še 3. na svetovnem prvenstvu v Seulu, kamor se letos vračam. Na kraj zločina. Ja, koncev bi se temu lahko tako reklo. Ja. Izboljšati rezultat, ki si ga takrat naredil mogoče. Dobro, pustimo to. Jaz pravim, v prvi vrsti je treba biti pripravljen. Kaj se zgodi na samem tekmovanju, bomo videli. Jaz upam, da vse najboljše. Pač v prvi vrsti je treba biti pripravljen. Tako da to je prva stvar, ker če nisi pripravljen in potem ne gre več tako. Včasih se je mogoče dalo še kaj pogolfati ali pa recimo ni bila konkurenca tako vrhunska. Danes pa vsi delajo v bistvu na profesionalni ravni, tako da ni več. Je treba res profesionalno slediti. Ni več neki, ne vem, mogoče kak strel gre mimo, pa še je nekako uspelo, danes tega ni več. Že prej sva se malce dotaknila tvojega domačega strelskega društva v Leskovcu pri Krškem. In kljub temu, da trud je tvoj, uspehi so tvoji, vsa odličja, vsi pokali, vse medalje so v prvi vrsti tvoji, ker si ti posvečal čas in trud v njih. Je pa vendarle tudi zaslužno samo strelsko društvo, ki te je popeljalo v te vode. Pa če mogoče gledalcem malce sploh predstaviva strelsko društvo v Leskovcu. Lansko leto ste dobili celo eno pridobitev. Dobili ste nove elektronske tarče, ki precej olajšajo samo udejstvovanje na tem športnem področju. Res je, tu je treba v prvi vrsti izpostaviti gospoda Jožeta Arha, ki je alfa in omega našega strelskega društva v Leskovcu. To je res bi rekel, človek, ki v bistvu dela za strelstvo, živi za strelstvo. Brez njega bi tudi težko strelsko društvo delovalo, kajti res je predan temu športu. Kadarkoli je potrebna pomoč, je on tu, tako da se lahko zanesemo tekmovalci na njega. Je pa res, da v lanskem letu smo pridobili, bi rekel, kar ključno zadevo, to so te elektronske tarče, brez katerih v današnjem svetu strelstva ni več mogoče trenirati. Imamo res, bi rekel, kar se tega tiče, pogoje ene boljših v Sloveniji. Seveda, potem je pa na nas tekmovalcih, da to izkoristimo in se v čim boljši meri pripravimo pač na določena tekmovanja. Kakšna pa je razlika, že čisto po domače poveva, med tistimi klasičnimi iz kartona, kjer je narisana tarča, in potem ta elektronska, ki je dejansko stopila v svet digitalizacije skupaj z nami? No, tiste tarče, prej bi rekel papirnate, to je bilo takrat zelo tudi dobro. Jaz še danes včasih skoraj rajši treniram na njih, predvsem proženje ali pa ko smo pred sezono, recimo, da se navadiš nazaj, kaj ti naroji po glavi tisti rezultat, ki ga te elektronske tarče vedno prikazujejo. Pri papirnatih je pa le treba gumb pritisniti pa počakati, da pride počasi rezultat k tebi. Tu je razlika, čeprav v bistvu na te papirnate tarče danes več v bistvu se eno resno ali pa kakršnokoli tekmovanje, pa naj si bo to v okviru strelske zveze ali neko mednarodno tekmovanje, ne da več organizirati, kajti enostavno so pravila strelska taka, da se na papirnate tarče ne da več dosti natančno ocenjevati teh tistih desetink, ki sem jih prej omenil. Te elektronske tarče to ocenjujejo same in so zelo, zelo natančne. Tu
v bistvu ne moreš se v bistvu pritožiti, zdaj pa to nekaj ni v redu ali pa. So najbolj verodostojne. Verodostojne so tako, ne, ni enostavno se na tisti star sistem več pač ne da tekmovati. Ob vseh tvojih obveznostih, ki jih imaš poleg službe v dopoldanskem času in treningov popoldan, verjamem, da ti prostega časa ne ostane ravno veliko, pa vendar, kaj rad počneš, na kakšen način se rad sproščaš, kaj še zapolnjuje tvoj čas, ki ti ostane potem? No, res ostane malo časa, ne. Služba pač 8 ur v službi, potem domov prideš za 2 urci, greš na trening, prideš ponovno domov, ne vem, 8, pol 9, včasih tudi kasneje, odvisno pač kak trening je. S tem so tudi, imamo organizirane vikend priprave enkrat na mesec, v bistvu sobota, nedelja, tako da tudi teh nedelj potem začne počasih, vikendov začne zmanjkovati, sploh če so še kake tekme, pa tekme v društvu, ki jih organiziramo, določene lige. Tako da tega časa prostega je res malo, no drugače se pa malo ukvarjamo tudi z vinogradništvom. Nekaj časa je treba preživeti tudi s temi mojimi navijači, s prijatelji in tako dalje, ne, tako da tudi z njimi je, za njih si je treba nekako čas vzeti in tu se res lahko nekako bolj sprostiš, pozabiš na ta drill pač strelski ali služben, bilo kakšen, ne, ker se pa tega res s časoma, ko treniraš iz tedna v teden, z meseca v mesec, se kar pošteno nabere, ne. Se človek utrudi in takšne sprostitve pol pridejo mogoče prav. Ja, saj ni treba tega ne vem koliko veliko, ne, ampak je pa fajn, da lahko, ne vem, mogoče za kakšen dan, dva te zadeve odklopiš in potem greš zopet z veseljem ali na strelišče ali pač počneš kaj drugega, ne. Damjan, hvala lepa, ker si vzel čas in bil gost v oddaji Ozadja. Sedaj te čaka naporen mesec oziroma 2 meseca, kot si že omenil, v Južni Koreji in potem še septembra v Franciji. Želim ti, da bi čim boljše uvrstitve dosegal, da bi se išlo čim bolj po tvojih željah in po pričakovanjih, pa da mogoče naslednjič, ko se znova tu v studiu vidiva, bo že kakšna olimpijska medalja. No, hvala lepa za želje, res so lepe, ne. Hvala tudi tebi za povabilo, kot tudi lokalni televiziji Ansat, da ste se odločili in me povabili v to, kot praviš, jubilejno oddajo, ne. Jaz upam, da jih boste imeli še veliko in da bo tudi kakšna priložnost, recimo, kot si rekla, ob kaki dobri uvrstitvi. Jaz o teh medaljah pa vsem tem ne govorim rad, ker se te zadeve potem rade sfižijo. Hitro, ne, da se sfižijo, ampak enostavno si začne to rojiti po glavi, kar pa ni v našem strelskem športu najboljše, se ne obnese. Nehvaležno je sicer napovedovati, boljše je biti v vrhunski pripravljenosti, pa potem pride rezultati. Tako, in se zgodi pač, kar se zgodi, ne. Tako. Vse dobro na tvoji poti in veliko in športne sreče in dobre pripravljenosti. Hvala lepa. In tako smo, drage gledalke in cenjeni gledalci, pripeljali do konca 10. oddajo Ozadja. Upam, da smo vam z današnjim gostom položili na srce, da se marsikaj da, če človek le ima voljo, moč, trud in vztrajnost. Bodite lepo, imejte se krasno in lep pozdrav znova do prihodnjega torka. Lahko noč.